Dober dan. Živijo. V Divači se je zgodil, citat gre pa tako: naslednje volitve ne bodo spopad med strankami levice in desnice, naslednje volitve bodo globalni politični spopad v Sloveniji med tistimi, ki imamo Slovenijo v srcu, med tistimi, ki si želimo, da bi bila Slovenija takšna, za kakršno smo glasovali na plebiscitu leta 1991, na drugi strani pa bo mafijska država, tisti, ki so državo ukradli. To je citat voditelja opozicije. Shema se mi zdi tako atraktivna, hkrati pa enostavna. Eni tej, ki imajo Slovenijo v srcu, pod srcem, nad srcem, na drugi strani pa mafijska država. Tako, to shemo, ti je všeč ali ima zadržke do nje? Ja, zgleda, da počas bova se začela pomikati tudi v notranje politično shemo, da se bo začela ta proti globalna... srcu Slovenije. Proti srcu Slovenije, da se ta globalna geometrija ali pa globalno vzdušje začenja počas seliti tudi v slovensko real politiko, a ne? Je pa seveda ta stvar zanimiva zato, ker recimo takole, tisto, kar mi je ta teden, ko sem bral, študiral in te stvari prebiral, se mi zdelo zanimivo je to, da obstaja, recimo včasih so rekli, da obstaja leva internacionala, kominterna leva internacionala in ti podobni izrazi. Danes je bolj problem v tem, da levica praktično boleha za nekim rahitisom, ni je skorda, ampak se pa pojavlja ideja o desni internacionali. In bodi si na nek spontan način, bodi si na nek organiziran način. In da bi v bistvu lahko odgovoril na vprašanje, kaj se v Sloveniji bo dogajalo v notranji politični sceni za potrebe volitev, parlamentarnih volitev za prihodnje leto, bi bilo dobro iti malo v Evropsko unijo pogledati, kaj se je ta teden zgodilo. Evropska komisija je sprožila postopke zoper Poljsko in Madžarsko. In Češko. In Češko, potem, ko je Slovaška in Avstrija sta začela sodelovati. Tako. S tem, da se na sodišču evropskem še en case odvija na pobudo Slovaške, vezano na migrantske kvote, ki so naročene strani Evropske komisije. Torej, zanimivo, recimo na Madžarskem je hkrati to, da je Viktor Orban po svojem glasovalnem in političnem stroju sprejel še en zakon, oziroma sprejema še en zakon, po kateri morajo vse nevladne organizacije, dobrodelne, kakršnekoli, razen cerkve in druge, ki niso direktno klasificirane kot nevladne organizacije. Skratka, da morajo te organizacije javno in transparentno, tako rekoč na čelu nositi oznako, da so financirane iz tujine. Vse, ki dobijo nad 24.000 evrov. Ali dolarjev, se ne vem. Ja, mislim, na Madžarskem pač obstaja ta paranoja, da so nevladne organizacije tuji plačanc. Ta tuji plačanc je pa imenovan tudi z imenom in priimkom. To je madžarski oziroma ameriški finančnik madžarskega rodu George Soros. Ampak ne samo tisti, ki so plačani po Sorosu, tudi tisti, ki so plačani po katerikoli drugem ključu, ki ni Soros, v višini več kot 14.000 evrov, bodo zdaj morali nositi, koliko nekateri pravijo, da Davidove zvezde, iz časa preganjanja Judov. Zdaj pa, če se preseliva in kako je on to, kako je Viktor Orban označil, da je to v bistvu zakon, ki je namenjen zaščiti Madžarske in pa preprečitvi vdora mafijskih povezav. Tako, ja. No in zdaj smo pa tam, kjer... To je zakon, ki ščiti madžarsko srce pred mafijskimi povezavami. Tako je, in zdaj, ko enkrat to prepoznaš, se lahko seliva pa v to, s čemer si ti začel, ker je pa šef opozicije Janša uporabil presenetljivo identičen, podoben, če ne identičen besednjak. Se mi zdi tako, da je morda celo pri tem besednjaku šefa opozicije besednjak celo nekoliko preveč identičen. Ja. Namreč on pravi, da gre za globalni politični spopad. Zdaj pač
globalno, globus, planetarni, svetovni politični spopad. Ne? Globalni verjetno mislu vse slovenski, ali pa tako, domnevam. Okay, potem je to ali je nacionalni spopad, ali je to državljanski konflikt, ne, da nam rekel, lahko mu pa ta lapsus lingue napeljuje dobesedno na pridobljeno s prevodom. Ja, napeljuje na tisto, kar se realno dogaja, kar si mi ti pokazal danes, kar je Observer napisal, ne, zelo impresivne zadeve, ne, ki v bistvu nakazujejo, da obstaja povezava, in to dokazano, skratka za kvalitetnim novinarskim delom in člankom, ne, da obstaja konkretna povezava med Brexitom in Trumpovo zmago, ne, da je v ozadju ista pač marketinška agencija, ne, oziroma tako rekoč lobby, ki z vojaškimi metodami, ne, z internetnimi manipulacijami priskrbi zmago. Ne. Oziroma priskrbi tistih nekaj odstotkov glasov, ki so potem jeziček na tehtnici. Ne? Se pravi, to si mi ti danes popoldne pokazal, jaz sem impresioniran na tem. Zdaj da razložim, ne? Se pravi, gre za korporacijo Cambridge Analytica, ne? Ki sodeč po pisanju tega članka, mislim, saj zgodba ni povsem nova, ne? Ampak da občinstvo videl sem tudi vsi, ki potem o tem pisal, ne? Ja. Skratka, gre za korporacijo, ki zna upravljati s tem mikrociljanjem tako rekoč posamičnega volilca z internetnimi vsebinami, ki so njemu pisane po eni strani na kožo, po drugi strani pa naj bi vplivale na njegovo volilno obnašanje, ne, in pač to, ne, ta tehnologija naj bi imela učinke tako pri Brexitu kot ameriških volitvah. Se pravi, pri Brexitu se je z zadevo ukvarjala podružnica korporacije Cambridge Analytica, medtem ko v ZDA Cambridge Analytica kot taka. Ne. Začeli so pa pač te svoje eksperimente na Karibskem otočju, na Trinidadu in Tobagu, kajti nekako logično je, da najprej eksperiment narediš na poskusnih zajčkih iz tretjega sveta. Ne? Mislim, to, da je Nigel Farage, kar tam noter pač piše tudi osebnem prijateljstvu s temi ljudmi, ne? In da je hkrati imel prost dostop tako rekoč do Trumpa, kadarkoli in ga še ima, ne? O tem, da gre za eno in isto ozadje in o tem, da gre za v bistvu metode, ki spadajo v razred vojaško-psiholoških vojen, ne, se v svetu komentira med realnimi ljudmi in profesori, ki to premišljujejo profesionalno, da gre praktično za direktno atako na demokracijo. Zaradi tega, ker na volitvah ima vsak volilec pravico do vseh možnih transparentnih podatkov, tudi ozadij tega, kdo in zakaj ga nagovarja. Ne. Ja. To se ni zgodilo. Ne. Ja. Veš, a gre za nekaj, čemur se je v jugoslovanski armiji rekel specialni rad, se pravi specialna vojna. Mislim, da treba še nekaj dejstev zbrati, ne, pa nedvomno, ne, se to vrstne reči dogajajo na globalnem nivoju. In so prepoznane. Ne? Ja, greva nazaj lokalno. Ne? Lokalno greva pa to, kar si povedal, ne? Da je v bistvu gospod, ki je šef opozicije, je jasno povedal, da je treba spraviti na volitve tiste, ki na prejšnjih volitvah niso sploh volili. To se pravi, nagovarja popolnoma metodološko isti nabor ljudi. Ne? Skratka tistih, ker ti ne moreš rezultata iz nič na vse preobrniti. Lahko pa jeziček na tehtnici obdelaš. Ne? In to je to analitika naredila, ne? Cambridge Analytica. In ta v nagovoru je Janša natančno tudi to povedal, če si prebral, ne? Ali pa če greš prebrati še enkrat, ne, boš videl, da je natanko na ta vzor cilja, kar pomeni, da bere, da se informira, da ve. Ampak vse skupaj se ta trenutek je to šele na ravni pobožnih želja, ampak vse skupaj mene spominja med leti 2004 in 2008, ko se je v nenormalnih količinah, tako kot bacili namnožili tako imenovani troli, ne, ki so po internetu počeli vse mogoče. Ne samo vse mogoče, delali so medijske umore, dogajala se je
v bistvu potem mrežno financiranje medijev z oglaševalskim denarjem, ki so potem delali propagando za oblast, če se spomniš. Takrat so tisti brezplačniki tudi izšli in tako naprej. To so bilo zelo stresno obdobje, v katerih je bilo treba z kirurškim nožem ločati med zdravimi in nezdravimi celicami, pri čemer pa tudi zdaj so že napadani mediji, tisti, ki niso v območju pač te politične skupine, da so financirani iz tujine preko pranja iranskega denarja v NLB-ju. To je že bilo rečeno. Ne. Se pravi, dobro, to se gre za neke že skoraj da bolane konstrukte, ampak približno že lahko vidimo, v katero smer bodo šle argumentacije v volilni kampanji. Ne. Ja, mislim, zdaj tale iranska zgodba, ne? Ja. Tako, sicer po eni strani skrajno nenavadno, da se je teh 700-800 milijonov dejansko zavrtel, ne, prek tega prostora. Ne. To je zdaj v predkazenskem postopku. Tako je. Ne. Hkrati pred 8 leti, ko se je to dejansko zgodilo, pa je to bilo registrirano, ne, strani Urada za preprečevanje pranja denarja, ne. Takrat ne, je obveljalo, da gre za dejanje, ki znotraj veljavnih dokaznih standardov ne sodi med sumljiva dejanja. Ne. Dej, čez 8 let poznej, ne, da se tega lotevajo pač orjaška zamuda. Ne. Najmanj, kar je. Druga stvar je pa ta, ne, mislim, veš, da špekulirati iz teh dejanj, ki so lahko tudi kazniva, ne, v Ljubljanski banki, da se je pa potem z teh dejanj napajal medijski svet, ne, je pa pokvarjeno. Ne, to, kar gospod Janša počne, spada spet v pač register njegove politične klasike. Recimo, on noter začenja odpirati TEŠ6, ne, kako se je delalo, ne, bil je pa zraven, ne, oziroma njegova stranka in njegovi vojaki so bili krepko zraven pri tedanjem nečednem početju. In pri podpisu pogodbe. Tako, ne, a veš, in to pa preobračanje dejstev in zdaj se bomo s tem spet ukvarjali, ampak nekaj drugega je zanimivo, ne, če se vrnemo iz točnico desne internacionalne. Tisto, kar, če sem jaz prav informiran in ti me popravi, če imam narobe, ne, jaz sem nekje ujel, da se Nova 24 kot Janševa televizija financira recimo indirektno od Orbana, ne, se pravi, da... Tako je, ja, se pravi, v Novi 24 je prisoten madžarski lastniški delež. Tako. In torej, zdaj, če to drži, potem bi morali duha te internacionale in teh zakonov o tem, da če nekdo prejme več kot 24.000 evrov iz tujine, bi morali potem tudi v Sloveniji na čelu nositi to Davidovo zvezdo, češ nas podpira tuj kapital, ne? Še posebej, veš, če gre za razmerje neke politične internacionale. Zdaj tukaj je tako rekel, ne? Veš, tukaj gre za lastniške deleže, ne? Ki so zavedeni v registru, ne? In, veš, če greš odpreti register na IPES-u, ne? So ti deleži zavedeni, ne? Če greš odpreti poslovne imenike, je ta delež, lastniške deleže da zaznati. Saj se tudi na Madžarskem da zaznati, samo oni hočejo to narediti javno. Ne? Hočejo narediti tako, da moraš, tako kot na cigaretih, domnevam, imeti napisano, da to škoduje zdravju, tam napisati, da to škoduje nacionalnemu interesu. Ne? To je ideja tega zakona. Ampak ravno tisto, kar na Madžarskem očitajo, ne, sami izvažajo v Slovenijo, in ravno tisto, kar se tukaj pojavlja kot vrednota, je na koncu koncev, to se pravi nacionalni interes, je delovanje točno proti nacionalnemu interesu v smislu neke desne internacionale. Ne. Skratka, medtem ko leve ni. Ne. Jaz mislim, da tle je treba biti bolj natančen, ne. Mislim, ker ne gre delati krivice recimo delu evropskih konzervativnih sil, ne, ki so nepopulistične, dajmo tako reči. Ne. Se mi zdi, veš, da ta vzhodna evropska zgodba ali pa srednja evropska zgodba ali pa Višegrad plus Slovenija, ne,
pač je neko območje, ki je pripoznano po relativno zelo visoki stopnji populizma, kar velja za Poljsko in Madžarsko, ne, pa za relativno visok potencial populizma v Sloveniji. Na Slovaškem so ga že imeli, na Češkem morda še ne imeli. Ne, tukaj markirava teritorij prvič ksenofobije, drugič tako imenovanih mafijskih zadev, ne, o katerih govorijo ti politiki, govorijo o mafijski zadevi in patriotski zadevi. Ne. Potem naslednja stvar, ne, sklicujejo se na Evropo, hkrati dobivajo pa evropske obtožbe o tem, da ne izpolnjujejo zavez. Glede prihoda migrantov. Ja, seveda, samo to je zaveza. Ne? Zavez je treba držati. Tako kot lahko recimo Poljska, tipičen primer, kandidira za ekscesno visoka sredstva participacije Evropske unije v njihovo infrastrukturo in vse mogoče, ne? Noče pa sprejeti enega samega imigranta, ki je zaveza Evropske unije na ravni celote, da bomo reševali pač stisko, azilantsko stisko, tako ali pa drugače. Pa stisko Italije pa Grčije, ja. Tako je in držav, ki so se s tem morale soočati, pa ne zmorejo same, ne. Skratka, to so zaveze in teh zavez se pač treba držati, ne. In to se pravi, ne govoriva zdaj recimo o desnici Angele Merkel ali pa o desnici, ne vem, mogoče, ali pa o liberalni desnici, ne, tako kot Ruteja na Nizozemskem, kaj tega govoriva zdaj o tisti desnici, ki markira populizem v smislu ksenofobni populizem, ne. To je ena stvar. Druga stvar, se mi zdi pomembno, je to, da gre za, to se pravi, pri tem, kar vidimo, zdaj, če se nazaj na Observer oziroma na Guardianov članek zreferiram, ne, kaže na to, da mi sicer imamo neke sociološke in filozofske analize, kaj vse se dogaja, ne. Ampak ta spontana racionalnost, ki se je zdaj pokazala pri volitvah v Veliki Britaniji, ne, pa pokaže na to, da ni šlo samo za populizem, ampak je šlo za mind, se pravi za miselno manipulacijo, ne? Dejansko. In Theresa May, veš, zdaj eno duhovito sem prebral, ne? Mayday, to so bile volitve, ne? Se pravi, reši nas, reši se, kdor se more, ne? Skratka, Theresa May je mogla zdaj ugotoviti, da Velika Britanija niso sami brexitirji, ampak so narobe, ne? Ljudje so zdaj povedali, da se takrat na tistih referendumu zgodilo nekaj, kar oni v resnici ne mislijo. To so te volitve zelo jasno povedali. Ne? Ja, mislim, eno je to, drugo je pa, veš, porast vprašanja, kaj se zgodi, če gre Združeno kraljestvo ven iz Evropske unije, ki je bilo zastavljeno, ne, strani številnih uporabnikov stvoritve Google šele post festum, ne? Ker je kazalo pač, da so ljudje šli najprej voliti, potem so se pa vprašali, okay, kaj to pomeni. Ne? Ogromno se govori o vdoru ruskih obveščevalnih interesov, spletnih interesov in spletnih motenj v demokratično volilne procese v Angliji, na primeru Brexita in pa v Združenih državah na primeru Trumpa. Tudi Komni je zdaj pred komisijo pričal, istočasno še drugi, so tam preiskovalne komisije, se dogajajo preiskave, ampak hkrati, če se ugotovi, da je prišlo do spletne manipulacije v smislu specialne psihološke vojne, bi jaz na pamet rekel, da je to zadosten razlog, da se določen referendum ponovi. Ker to je nekaj, kar gre ven iz demokratičnega okvirja. Ne? Ja, tle se težko strinjam s tabo, ne? Lej, če se to je isto, kot če bi ugotovili, da je nekdo volilne listke ponarejal, no? Ampak tle je šlo za veš, prekrajanje družbene klime, kakršna je obstajala v Združenem kraljestvu, ne pa za volilne listke, ne? Volilni teoretiki vedo povedati, da demokracija je demokracija samo pod pogojem, če imajo tisti, ki odločajo, dostop do vseh informacij. Kdaj se je pa to nazadnje zgodilo? Samo v teoriji. In teorija lahko na neki točki v praksi potegne tudi mejo, od tle naprej to ni več. Ne? Gre za morda velja vprašanje zastaviti drugače. Ne? A veš, ali je politični prostor ali pa javni prostor v tolikšni meri zasičen z dezinformacijami, ne, da zaradi tega, ne, ker je v preveliki meri zasičen z dezinformacijami,
to zahteva neko ukrepanje. Ko se je pri nas dogajala privatizacija, so nekateri začeli govoriti o state capture, o ugrabitvi države. Ne. Danes imamo mi upravka z democracy capture. Demokracijo so ugrabili lobiji, ne. Konkretno ta primera, ne, ker to je lastnik tega Cambridge Analytike je v bistvu nek milijarder, ne. Z zelo uspešnimi finančnimi skladi. In izjemnimi interesi, kadar se premikajo donosi in interesi, kadar se premetavajo države in menjajo predsedniki za njegov lasten profit in dobiček. Ne. Se pravi, tu je prišlo do ugrabitve demokracije in o tem je možno diskutirati na ta način. Profesori po teh univerzah, kar berem po časopisih in pa po spletih, to počnejo že. Mogoče bi to debato morali spraviti v parlament. Kaj ima pa naslednji dan, ne? Če rečemo, da demokracija je bila ugrabljena, rezultat volitev ni veljaven, kaj ima pa naslednji dan? Predvsem je tako, ne? To ne more biti serijski dogodek za vsako stvar, ampak v tako pomembni zadevi, kot je pa to. Ne? Pa jaz mislim, da bo celo morala biti neka svetovna razprava po lokalnih parlamentih ali pa na nekem ravni sprožena. Skoraj mislim, da bo morala biti. Ne? Težko se izognemo temu, da je to normalno in da se v bistvu, ker, a veš, v končni fazi kratko bodo tukaj vlekli Britanci, ne. Britanci grejo zdaj v velike kontroverznosti in sebi v veliko škodo. Se mogoče si na nek način zaslužijo, ne, zaradi tega, ker so pač imeli vedno neko imperialistično logiko, ampak se itak ne bodo tisti, ki pač so protagonisti imperializma nastradali, vedno nastradajo v bistvu živelj, ne. Ki si pa, periferija. Periferija, ne. Ja. In to ni v redu, ne. In zdaj, tudi če hočemo ohraniti Evropsko unijo kot neko vrednoto, je te stvari treba diskutirati. In seveda hkrati Slovenijo, ne. Ker očitno je, da, mislim, meni se zdaj že kaže, potem tudi, kad midva diskutirava, da se bo slovenska notranja politika še kako zgledovala po teh trendih in po teh metodah, ne. Očitno, ne. Ker imamo že prve lastovke te tako imenovane kvazi pomladi, ne? Tisto, kar je po mojem ključno, ne, je zavedanje o možnosti, da prek tovrstnih manipulacij pride do vdora ne v volilni sistem, ampak v volilno ozračje, ne, v volilno ozračje. S to zavestjo, ne, o visoki nevarnosti potencialnih manipulacij, ne, mora biti pa pač opremljen vsak državljan, ki pač svojo državljansko vlogo jemlje kolikor toliko resno. Zdaj se v bistvu soočamo z nevarnostjo programiranih populizmov, ne samoniklih ali pa, če hočeš, spontanih populizmov, ne. Ker so očitno spontani populizmi še prešibki, da bi lahko uspel jih programira nekdo, ne. Pospešek jim je treba dati. Ne samo pospešek, tudi ustvarja, kako ne rečem, okrog njega buffer cone, ustvarja okrog njega pravzaprav maso, ne. Se pravi, nagovarja ljudi, ki, recimo, v Angliji se zdaj sprašujejo, kako je mogoče, da je neka velika količina tistih, ki so v bistvu bili pripadniki UKIP-a, pravzaprav šli h Corbinu, ne. Zgleda protislovno, v resnici, ne, pa ni, ne, iz te točke gledano. Potem naslednjo zaznavo sem tudi bral, recimo, kako v bistvu kako so te manipulacije uspele v Ameriki obrniti krščansko sredino z njihovimi, govorim zdaj o pastorjih oziroma o tej protestantskih denominacijah, ne, ki so soglasno in celo javno podprli Trumpa. Zato, ker je on nekaj pravilnih gesel izrekel in so hkrati bili pripravljeni pozabiti na popolnoma vse druge stvari. Verjetno sestaven del iste psihološke manipulacije, ne. Tukaj verjamem, da ni mogoče ponavljati volitev, ampak je pa možno zaznavati trende, a ne. In to isto se je zgodilo v Sloveniji, ne, ker je v bistvu cerkev podprla tiho ali pa javno Janšo takrat kot nosilca desnice pod tezo, da je samo desnica zmožna delati pravilno politiko, ne. Hkrati smo pa na koncu koncev ugotovili, da so elementi te desnice v globokem nasprotju s tem, kar na koncu koncev na najvišji ravni uči cerkev v osebi papeža, ne. To se pravi v nesprejemanju beguncev, v nesprejemanju, v ksenofobiji, v nepriznavanje določenih ranljivih skupin za veljavne,
in tako naprej. Ne. Skratka, veljavna demokratična debata in ti populizmi, ki so na koncu koncev organizirani očitno v interesu hedge skladov, no, če tako poenostavljeno povemo. Ne. Več, ko bo turbulenc, več nekdo, ki jih programira, lahko uporabi v kovanju dobička. No. Zgleda, da je to ime igre. Ime igre. Hvala lepa.